Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Klepet ob kavi je tudi dobrodelen, kajti dobra dela so tiste, ki na koncu ugotoviš, da je to edino, kar v resnici zares šteje. In ta mesec smo obiskali medgeneracijski center, kjer dejansko res najde vsakdo nekaj, kajti aktivnosti za vse okuse, velikosti in starosti. Preživela sem en dopoldan z njimi, tudi pomagala in moram reči, da je bilo vredno vsake sekunde mojega časa. Dajmo pogledati kaj več. Večgeneracijski center je odprt za vse ljudi, namenjen je sicer ranljivim skupinam prebivalstva, ampak vrata so odprta od jutra do večera in obiskuje ga lahko kdorkoli. Je program, projekt, ki ga financira Republika Slovenija in pa Evropski sklad. Zdaj tukaj potekajo različne dejavnosti, dopoldne so predvsem to za starejše, ki tvegajo osebe, ki tvegajo socialno izključenost. Še popoldne, ko se pa šola konča, nas pa obiskujejo otroci. Vsak dan poteka učna pomoč za otroke, organizirana. Da ljudje radi zahajajo naš večgeneracijski center, skupna točka, poveže številka, da je bilo v letu 2017 smo našteli že 5000 uporabnikov na vseh delavnicah, ki so potekale. Ob petkih pa poteka medgeneracijsko druženje. To pomeni, da se starejši in mlajši dobijo, imajo družabne igre, si sami izmišljujejo igrice, berejo si pravljice, gledajo skupaj film, se pogovarjajo. Zdaj se nahajamo v našem skladišču, Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. Tukaj imamo, ta del je prehrana, zraven imamo šolske potrebščine za higienske potrebe. Vsako sredo razdelimo približno 70 prehrambenih paketov. To pomeni, da pokličemo družine in jih povabimo na prevzem, tako da pridejo potem, jim ponudimo paket prehrane, higiene, damo škatlo z oblačili, da si lahko sami izberejo oblačila, ki jih potrebujejo za otroke. Če imamo opcijo koles, jim ponudimo tudi kolo, računalnik in te ostale stvari, ki si jih ne morejo privoščiti. Do paketa prehrane, higienskih potrebščin in ostalih stvari so družine upravičene, če oddajo vlogo za naš projekt Volja vselej najde pot. To je humanitarni program. Ja, sem hvaležna, da lahko pomagam in se človek kar zamisli, ker veste, da vam jaz preferiram določene stvari, ja pa ne vem kaj vse, ampak če si lačen, enostavno nimaš tega luksuza, da zbiraš zdaj in pač si res lahko hvaležen, da dobiš in da zapolniš svoj želoček. Drugač pa rada bi pozvala ta trenutek vse fante, če hočete biti kralji, pa carji, pa res frajerji, taki ta pravi, če hočete narediti na lepe punce vtis, pa pridite sem, pa postanite prostovoljci, rabijo fante, pa namesto fitnessa lahko to delate, ker boste tle malo predstavljali stvari, pa to in so same zmage. Mišice boste dobili, bolj priljubljeni boste pri puncah, v srčku se boste dobro počutili, pa še starši vam nikoli ne bojo rekli, ej, tega pa ne smeš še delati. Skratka, same zmage in bodite prostovoljci. Si slišal? Slišal. In ti imaš punco, imaš krasno partnerko, ravno zaradi tega, ne? Tako da vsi samski bodite prostovoljci, postanete prostovoljci, pa se bo hitro kaj zgodilo, ne? Sprot. Še prej, ko pomisliš na to. Ja. Samo od sebe pride. Kaj najmanj pričakuješ? Da. Kak je bilo pri tebi? Pri meni je bilo res tako, veš? Tako nekako. Ja. Ravno, ko sem zgubil aktivno željo, potem je prišlo samo od sebe. Ja, no vidiš, zgubite aktivno željo potem. Andrej Pešec je v naši družbi, čeprav ni prišel peš. Danes bova govorila o enem, pa to je pregovor v bistvu, ne? Slovenski pregovor je dobrota je sirota in se mi zdi, da je pomembno, da enkrat spregovorimo o tem, kako pomagati, ampak hkrati pa ne, da si naiven, ne? V tem smislu. Dobrota je sirota. A ti verjameš v to? Jaz ne verjamem v to. Pogosto sem slišal, da dobrota je sirota, narod je žleht. Ja. S tem, da ljudje z leti poskušajo, jaz verjamem, da večina ljudi je dobrih samih po sebi, po srcu. Ja. Ampak ker delujemo z nepopolnim ali pa z nekim polovičnim znanjem, na račun tega nimamo rezultatov pravih v praksi. Ja. Kar sem jaz ugotovila, ker ti si tudi terapevt, pač svetovalec, trener. Tudi.
kar sem jaz ugotovila na naših predavanjih, pa na teh vikendih za dušo, pa tak naprej, je, da večina ljudi, ki so taki, res imajo odprte srčke, pa ful pomagajo drugim, pa ljudem, pa živalim, pa tak naprej, v bistvu pomagajo vsem drugim, sam sebi ne. In se mi zdi, da glih taki ljudje morajo dejansko za sebe najprej poskrbeti in potem šele lahko za vse ostale. Ja, vsekakor s tem, da reče se, da prvo vse pomagi, pol lahko pa še ostalim pomagaš. Ja. Dejstvo pa je, da je dobro vedeti, kaj pa je sploh dejansko za nas dobro. S tem, da inteligenca ali pa močen dvom pred tem, kako, kdaj, kje početi, nas služi pri tem, da nas zaščiti v teh časih, kjer resnično vidiš, da imajo ljudje tendenco potem, da ko naletijo na poštene ali pa velikodušne ljudi, Da jih kaj, nategnejo? da jih zmolzajo do kraja, se pravi, da jih izkoriščajo. Zato je naša naloga, da znamo razbrati, kako pa zares vsakem v vsaki konkretni situaciji pomagati tako, da je za nas in za njih najboljše. Recimo, danes govoriva o tem, ne pa pomagati, pa biti dobrodelen, pa tako naprej. Ampak res opažam, da ljudje ne znajo biti sebični, ker sebičnost, zdrava sebičnost, to pomeni, da znam poskrbeti zase, ker če jaz ne bom dobro, ne morem dobro delati naprej. Ja. Mahatma Gandhi je rekel, da je velikodušnost najbolj sebično dejanje, zato ker imamo na dolgi rok od tega, če na prav način služimo ostale, imamo največ dobrobiti mi. Ja. Ampak, a veš, kakšni so pa tudi tak, a ne, recimo, to opažam, pa ne vem, ali so dobrodelni ali karkoli, a ne, samo zaradi tega v bistvu, da jih opazijo, pa da si futrajo ego, a ne, v tem smislu, jaz sem tak dober, da ne. Obstaja več nivojev dajanja ostalim. Se pravi, en nivo tega, da daš nekomu nekaj, je to, da daš zaradi nekega pričakovanja ali slave, ali časti, ali zahvale celo na subtilni ravni. In če pa jaz nekaj vam dam, pa nekaj za to v zameno pričakujem, to, kar sem dal, niti ni bilo darilo, ampak je bilo neke vrste posojilo. In dejansko mi večino časa delamo tak ali pa drugačen biznis, z drugim na začetku gremo od stroge sebičnosti, kjer samo res na sebe gledamo, do nekih teh nivojev, kjer delamo stvari zaradi tega, kar si rekla, se pravi zaradi osebnih dobrobiti. Najvišji nivo pa je brezpogojno dati ostalim. S tem, da kako pa to narediti, pa znanost oziroma umetnost, ki ima priporočila svoje, kako to delati. In najboljši je pregovor vegetarijanski obstaja v tem, da daj človeku kruh in nahrani si ga za en dan, nauči ga pečiti kruh in nahrani si ga za 100 let, če ga pa naučiš inteligentno doprinesti svojim in pa življenju ostalih, si ga pa za večno v veliki meri nahrani. Se pravi, ti si nam kekse prinesel, brez jajc, brez mleka. Ja. To je bila brezpogojna ljubezen, a zdaj pričakuješ kaj? Pričakoval sem, da se malo mahčati, ko pridem sem. Zato si zamudo. Skoraj. No, zanimivo. Se pravi, si nekaj pričakoval zameno, a ne, da te bomo... Jaz sem bil mogoče kruto iskren, ampak nisem nič pričakoval. Včasih jih prineseš, pa jih ne sprejmejo, pa jih dajo naprej. No, en primer ti recimo povedala. Jaz, ko sem bila na trgu, ali nekako to, ko sem bila samska, zmeri v bistvu od nekdaj mi je bilo neprijetno, sploh pa tak, če smo šle kam punce plesati, pa to, da bi mi moški pijačo plačal. Zaradi tega, ker sem takoj dobila feeling, dej, ti hočeš nekaj drugega. Ja, sploh zdaj si odprla področje, se pravi, ta prijateljstva med moškimi in ženskami, zelo občutljiva tema, kjer vsekakor pa je, da ima denar izredno moč in zato se tudi, recimo, vsekakor je prav, da moški v takšnih situacijah plačuje, zdaj ne celi vasi, pa celo mesto, ampak dekletu ali pa ženi svoji, je pa vsekakor za denarjem se treba naučiti pravilno delati, zato ker vse, v kar mi tako ali pa drugače vlagamo, ali svojim časom, ali svojimi financami, slej ko prej nekje dobimo neke reakcije za to. Enako kot v ekonomiji, recimo dividende dobiš ali sodelovanje v profitu ali pa dobičku, je isto pri vseh naših donacijah ali pa pri finančni pomoči. Zato je, pred časom sem dal recimo enem brezdomcu denar, ko me je prosil, če prispevam za njegovo karto za vlak za Kranjsko Goro. In brez razmišljanja sem dal roke v žep, ker sem ravno v tistem času dojel, da je treba smiselno čim več dajati ostalim. Ko sem se pa kasneje z vlakom peljal, sem pa med vožnjo videl, čaki vlak pa Kranjska Gora. Verjamem, da še nisi bila z vlakom v Kranjski Gori. Ne, po moje se ne da, ne? In še nekaj časa ne bo nihče od nas, zato sem dojel, da sem bil v veliki meri naiven takrat, čeprav sem dal, ampak dejansko niti nisem dal. No, ampak, ugotovil si, da te je nategnil.
Ne? Direktno rečeno, da. Tako. Zdaj pa, kaj pa če je tako, da kad ti daš, pač daš. V tem smislu, pač jaz, ker recimo dam enmo, nočem razmišljati, kako bo on ta denar zdaj uporabil, pa me je nategnil, ali si je šel liter vina kupiti, ali kakorkoli. Ampak v tem smislu, lej, tlele imaš, ne zanima me, jaz sem svoje tukaj upravila. Zdaj pa ti seš svojo vestjo ukvarjal, če boš s tem denarjem si kupil karto za vlak za Kranjsko goro ali pa dejansko liter vina. Če dajo starši svojemu otroku petarde, recimo namesto, da bi mu dali tortico ali pa sladoled, zna otrok s temi petardami kaj nesmiselnega narediti. Okay. In starši so tako ali pa drugače sodelovali v tem, kar je otrok naredil, se pravi posredno. In zato je, ne pravim zdaj, da treba non-stop špekulirati, pa računati, kalkulirati, pa se bati, kaj bo naše darilo prineslo drugim. Pravim sem to, da je treba vedno, glavo imamo za to, da jo uporabljamo in da poskušamo na čim bolj inteligent način doprinesti in temu, da znajo ljudje čim bolj za sebe poskrbeti fizično, se pravi v smislu zdravja primernega. Zdravje je že eno od področij, kjer smo zelo naivni pogosto ljudje, kjer precej slepo sledimo različne prepričanja ali pa mogoče individualne izkušnje posameznikov, kjer jim je kakšna terapija mogoče pomagala do resnično čudežnega znanja. Tako da enako v medijih pogosto slepo sledimo ene stvari, katere slišimo, brez da bi karkoli preverjali, recimo zgodovino, recimo history beseda, po angleško, če damo to na pol, dobimo besedi his story, njegova zgodba, vemo, da jo pišejo zmagovalci in vsekakor je treba dajati, več ko daš, več dobiš. Meni je prijatelj pred leti rekel srpsko, je rekel, Andrej, ako nemaš ništa, daj pola od toga, kar imaš. Ampak vedi, komu daš denar, komu daš svoj čas, komu daš podporo, komu daš motivacijo. Največ, kar lahko daš ostalim, je pa podpora, znanje, spodbuda. In to, da verjameš v njih, da jih spodbujaš, da jih opolnomočiš, da znajo sami sebi pomagati. To je najvišji nivo pomoči. Ok. Se pravi, kakšna je po tvojem mnenju meja med naivnostjo pa... Dobroto Ja. je modrost oziroma pravo znanje, kako delovati v vsaki situaciji, skladno s krajem, časom in pa okoliščinami. To bi zelo diplomatski odgovor. Praktično. Vedeti, kako resnično delovati z drugimi, z mladimi, s partnerjem, recimo zelo občutljivo področje, ko si prej na kratko načela. Pred leti sem dobil eno najbolj čudnih, nenavadnih daril od prijatelja, štrik za obesice, že pripravljeno za zanko. Kaj? In vprašal sem ga, zakaj mi to zdaj nosiš, ne? Je rekel, zato, ker jaz tega več ne rabim. Na račun tega, da je s pomočjo tudi podpore, pa spodbude in pa znanja o tem, kako v zvezi funkcionirati, zgubil željo po tem, da si poškoduje telo. In naiven je bil v smislu tega, da ni jasno poznal, kaj dekle, kaj žena potrebuje, kaj otrok potrebuje. In je na račun tega, da se je razdajal, da je šel resnično preko svojih zmožnosti, povzel, kar večina sploh zrele populacije povzame, da aha, jaz garam, se trudim, se raztrgam, ampak na koncu nimamo rezultatov pravih. In na račun tega, zato ker delujemo brez nekega razumevanja recimo o tem, kaj dejansko žena rabi od moža, kaj rabi mož od žene, kaj rabi otroci v vsaki konkretni situaciji. In pa kaj rabimo mi sami pri sebi? In pa kaj rabimo mi. Mi pa rabimo predvsem kaj upravljati svoje dolžnosti, vedno pa povsod. Ve se, kakšne dolžnosti ima oče, kakšne dolžnosti imamo do telesa, da ga spočijemo v prvi fazi. Ker garati brez, da se spočiješ, ena izmed velikih umetnosti je najti pravi balans med delom, med počitkom, med zabavo, med družbo. Nekaj, tudi počitek je del dela. Vsekakor. Absolutno. Investicija. Tako. Naložba. Dobrota je sirota. Kaj so o tem povedali naši gostje? Osebno jaz opažam v družbi prisotnost enega všivega humanizma. Se pravi sistem, ki je povzročil to, da ljudje so zdaj socialno ogroženi, po drugi strani nudi njim podporo za to, da ne pride do tega, da ljudje začnejo se upirati. To se pravi, dobronamernost aktivnosti humanitarnih organizacij so pogojeni z enim ciljem. Obvladovanje ljudi. Tako prav pregovor, ne? Ampak jaz mislim, da če dobro delaš, se ti dobro vedno z dobrim vrača in obratno. Ne? Tako da... Ne. Zelo radi pomagamo, vendar če je to pretirano pomaganje, pomeni odraz naše nizke samopodobe, željo po priznanju, po pohvalah zunanjih in pa običajno tudi, ko pomagamo, vsiljujemo svoje mnenje drugim in če se nam oprejo, potem smo užaljeni in prizadeti.
Vsekakor podpiram vsako pomoč, ampak takrat, ko nas ljudje za to prosijo, ne, in pa tudi, da jih s tem nekaj naučimo, drugače jih pa zasvajamo s tem. Zdaj, dobrota, sirota. Jaz veliko stvari naredim brezplačno. Jaz včasih to za kakšna društva recimo naredim brezplačno predavanje, rečejo, ja, pa kako pa to. Sem rekla, vse itak se pa to nekje vrne, tako da vse, kar narediš, se nekje poplača. No? Tako da jaz mislim, da ni nič narobe, če kaj naredimo tudi, ko bom rekla, brezplačno, pa da podarimo. Jaz veliko tega podarim, pa se razdajam, pa čas si mislim, joj, pa energija, ampak se vse vrne. No? Tako da pozitivno in meni je to ok. Tako da se mi ne zdi, da je taka sirota. Dobrota torej vsekakor ne sme biti kompenzacija tega, da pa se mi nočemo soočiti sami samo, poskrbeti sami zase, pokrpati svoje rane in da zdaj to kompenziramo na takšen način, da smo dobri do drugih. Se pravi, dati moramo takrat, kadar ničesar ne pričakujemo v zameno, ker šele takrat je to brezpogojno, sicer je pa to pogojno. Se strinjaš, Andrej? Vsekakor. Tako? Vsekakor. Eno krasno misel si nam še pripravil. Pripravil sem misel, da če boš zares dober, nikakor ne boš prevaren, ampak boš preskrbljen iz vseh zornih kotov. Prevaren boš pa, če boš naiven. Ja. Kaj pa ta, vse se vrača, vse se plača? Tudi drži s tem, da nikoli ni recipročnosti v odnosu 1 na 1 vedno. Se pravi, če te prinesem kekse, ni nujno, da boš ti meni prinesla vedno kekse tudi nazaj. Pač vesolje bo to... Na absolutni ravni pa tako ali pa drugače dobimo včasih iz kakšnega drugega kanala nazaj. Vse dobro in manj dobro, kar počnemo. Zadnjič sem bila v eni izkušnjavi. Računalnik, za katerega sem plačevala kasko, je prišel do une meje, da mi kasko več ne bo veljal. In veš, da bi ga lahko vrgla po tleh, pa pač ga zbrcala, pa tak naprej, pa bi dejansko dobila novega, ne? Ker sem imela kasko, pa bi rekla, lej, da sreča se je dejansko zgodila. In mi ni dal, da bi to dejansko naredila. Ker vem, da bi dobila nazaj porcijo, na en drug način, na eni drugi situaciji, ki sploh ne bi bila povezana z računalnikom. Verjameš, da je tako, ne? Verjamem, preverjeno v praksi, zato ker intuicija ali pa vest nas v srcu vedno tako pa drugače vodi sem pa tja. In med drugim tudi govori to, da je treba za sebe znati poskrbeti, če znaš vesti prisluhniti. In kadarkoli smo v katerikoli situaciji pod narekovaji prevarani, bo ravno ta občutek vesti v drugih včasih zbudijo kako misel, ja pa dej poskrb, dej neko donacijo, dej prispevek, povabijo na kosilo. In preko tega smo mi na absolutni ravni preskrbljeni s strani vesolja oziroma našega izvora, kakorkoli mu rečemo. Bravo. Hvala lepa, Andrej, za tale pogovor. Hvala ti lepa. Evo, ja, malo razmislite v tej smeri in pa absolutno je najboljši način ta, ne samo da date človeku ribo na mizo, ampak da naučite človeka, kako jo loviti. In ravno zaradi tega prirejamo tudi različne dogodke, predavanja, vikende, počitnice in vse ostalo, zaradi tega, ker se tam učimo loviti ribe. Naj bo ta riba iz kakršnegakoli področja že. Tale trenutek preverimo še aktualne dogodke oziroma boste videli, kaj se bodo izpisali. Sicer pa na klepetokavi.si najdete novice in pa tudi minule oddaje Klepeta ob kavi. Postelja je najpomembnejše pohištvo v stanovanju, če mene vprašaš, ker jo največ uporabljamo, vsak dan jo uporabljamo in jaz ne poznam predmeta, ki bi bil bolj potreben v vsakem stanovanju.